Še enkrat lepo pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli na prvem digitalnem dogodku s finančnima strokovnjakoma iz družbe Triglav Skladi. Z nami sta Sašo Ivanovič, direktor področja upravljanja investicijskih skladov, in Tomaž Dvožak, direktor področja prodaje. Zelo smo veseli, da ste v tako velikem številu danes z nami. Vabimo vas, da aktivno sodelujete z vprašanji in mnenji. Hvala tudi za vsa vprašanja, ki ste jih oddali v sklopu prijavnega obrazca. Dodatna vprašanja bom tekom pogovora spremljala, tako da jih lahko zastavljate v chatu. V zaključnem delu pa jih bom tudi prebrala Sašu in Tomažu. Kot sem že omenila, bomo celoten pogovor snemali prek aplikacije Teams. Preden pričnemo, bi vas pa samo še enkrat lepo prosila, da imate svoje kamere izklopljene, mikrofone pa imejte na nemo oziroma mute. Ne pozabite pa spremljati tudi chata, saj smo za vas pripravili 2 kratki anketni vprašanji. Torej, na delavnici, ki jo organiziramo z družbo Triglav Skladi v sklopu aktivnosti digitalnega centra Triglav Lab, bomo predstavili priložnosti, spršeno varčevanje na kapitalskih trgih in osvetlili izzive, ki jih imamo Slovenci pri ravnanju z denarjem. Prvi sogovornik, Sašo Ivanovič, bo spregovoril o trenutnih razmerah na trgu, o naložbenih razredih, regijah, sektorjih. Drugi sogovornik, Tomaž Dvožak, bo predstavil prednosti vzajemnih skladov, dodano vrednost za vlagatelja, pojasnil bo, zakaj se skladov neupravičeno bojimo in na praktičnem primeru pokazal, da delujejo. Sašo in Tomaž, lepo pozdravljena. Veseli me, da ste danes z nami. Prvi bo s predstavitvijo začel direktor področja upravljanja investicijskih skladov Sašo Ivanovič. Sašo, izvoli. Ja, lep pozdrav, hvala lepa, Sara, za besedo. Jaz bi začel, če se strinjate, bi s Tomažem sva si nekako tako zastavila, da bi na začetku pokazala eno krajšo prezentacijo, kjer bi šla skozi neke stvari, jih morda malo bolj pojasnila. Potem bi pa ta zaključni del bi sledila pač tudi neka vprašanja, ki ste jih zastavili že tekom prijave vaše oziroma tista, ki bodo zdaj v chatu. Predlagam pa tudi, da spremljate, ker po prvem slajdu, ki ga bom predstavil, v naslednjem potem bi rad že videl morda anketne odgovore na eno vprašanje, ki ga bo tudi Sara zdaj vmes spisala, zato da vidimo tudi med publiko, ki je trenutno z nami, seveda bojo odgovori anonimni, ne bo se vedelo, kdo je kako odgovoril, tako da tle se ni treba nič bati. Bi bilo zanimivo videti, kako trenutna publika, ki je z nami, varčuje svoje sredstva oziroma koliko konkretno, vprašanje, koliko sredstev ima konkretno recimo namenja varčevanju v vzajemnih skladih. Zdaj bi pa jaz z vami delil prezentacijo, tako da upam, da se vse lepo vidi. Skratka, naslovno vprašanje je, kakšen odnos imamo Slovenci do denarja. Jaz bom samo na začetku prikazal 2 slajda, ki sta bolj kot ne statistični podatek, kako varčujemo v Sloveniji in vis-a-vis tudi ostalim državam. Potem bom pa se malo dotaknil gospodarskih razmer pa nekih naložbenih alternativ. V nadaljevanju, kot je tukaj ukazalo prikazano, bo pa Tomaž tudi pojasnil, kako se vedemo oziroma kako bi se morali vesti pri upravljanju z svojimi prihranki. Zdaj, če gremo na ta prvi del, mi vemo oziroma velikokrat slišimo pregovor, da smo Slovenci v šparovan narod. Ta pregovor v bistvu velja. Tlele statistika nas tukaj podpira. Vidimo, da slovenska gospodinjstva praktično že 18 let povečujejo svoje neto finančno premoženje. Neto govorimo o razliki med privarčevanimi sredstvi in izdatki oziroma koliko se zadolžujemo. Izjemi sta bili praktično samo krizni leti, leta 2008 in 2011. Ob koncu 2019 pa je znašalo privarčevanih sredstev, neto privarčevanih
že 43,4 milijarde evrov, ne, in se je glede na leta 2018 povečalo za 4,2 milijarde evrov. Zdaj delež, ki ga mi od dohodka namenjamo varčevanju, znaša v povprečju 12,4%, kar nas spravlja, bom rekel, tlele nekako v špico, ne čisto v špico, ampak recimo med neke vodilne države v Evropi. Res pa je, da je ta delež zelo odvisen tudi od dohodkovnih razredov posameznih gospodinjstev in dejstvo je, da največ varčuje gospodinjstvo v prvem in drugem dohodkovnem razredu. Ni pa to izgovor, da ne bi varčevali lahko tudi gospodinjstva z nižjimi dohodki. Res, da je takrat težje namenjati večji del, ampak vseeno bi se vsak posameznik moral nekako prisiliti, da vsaj en del sredstev vseeno namenja varčevanju, ne. Zdaj, kar se tiče finančnih sredstev gospodinjstev, v zadnjih 8 letih ta naraščajo hitreje kot obveznosti. V letu 2019 pa so se povečala za 9,1 odstotne točke, ne, in cela finančna sredstva so znašala že 58,2 milijarde evrov, obveznosti pa potem bilo za 14,8 milijarde evrov. Tako da v bistvu ta odgovor, ali smo šparali ali ne, je ena kljukica, bomo rekli, ne. Zdaj, če gledamo letošnje leto, ne, ko je bila pandemija, ko je bil COVID, zdaj so že tudi podatki za prvo tromesečje oziroma za prve 3 kvartale letošnjega leta so že zunaj. In je Statistični urad oziroma Banka Slovenije ugotovila, da je letošnja poraba bila gospodinjstev 1,4 milijarde evrov skromnejša od lanske. Kam pa je šlo teh 1,4 milijarde evrov, ki ni bilo porabljeno, je to zanimivo, da so se na drugi strani skoraj za enako vsoto povečale vloge Slovencev v domačih bankah in sicer za 1,28 milijarde evra. Tako da tisto, kar nismo praktično potrošili, smo privarčevali. Zdaj pa, preden gremo morda na naslednji slajd, me samo zanima, a ste uspeli že kaj pogledati oziroma da bi si vzeli čas morda za anketno vprašanje. Sašo, jih je že 17 odgovorov imamo, no, tako da... Vidim, da je 17 odgovorov, zdaj, če ima še kdo, lahko počakam še par sekund zgoraj, ko vidite pod chat, lahko kliknete na chat in samo date kljukico pri tistem odgovoru, ki vam je bolj blizu, recimo, ne. Zaenkrat pa kažejo podatki, ne, da vas kar nekaj od tukaj, skratka polovica odgovorov, ki je bilo danih, varčuje med 10 in 30% svojega premoženja v vzajemnih skladih, nekateri celo več, takih, ki pa prav nič, je pa recimo 1/5 zaenkrat med nami, oziroma govorimo glede na odgovore. No, anketne odgovore si boste lahko tudi, seveda ta anketa je odprta tudi za nadaljevanje, tako da si jih boste lahko prebrali tudi pozneje, je odprto lahko, bom rekel, do konca tega predavanja. Zdaj si pa mi lahko pogledamo, kaj pa pravi statistika. Zdaj, ne glede na to, da smo Slovenci šparov narod, je zanimivo, da je struktura finančnih sredstev gospodinjstev v Sloveniji že več kot desetletje, da se ni bistveno spremenila. Tako vodilno ostajajo v bistvu pri svojih odločitvah ostajajo prebivalci Slovenci zelo konzervativni in ne naklonjeni tveganju, kar se kaže v zelo visokem deležu gotovine in depozitov. To je ta svetlo-modri stolpec, ki ga vidite tlele v tem grafu na desni strani, ne, kjer je pač predstavljena Slovenija, ne. Takšne varčevalne navade, kot bomo videli v nadaljevanju, potem, ko bom prikazal, niso najbolj racionalne, saj prinašajo postopno, ampak praktično zanesljivo izgubo. Ta odgovor bom tudi utemeljil v nadaljevanju. Drugače pa Slovenci relativno malo varčujemo v vzajemnih skladih, recimo, ali pa v investicijskih skladih in tudi v zavarovanjih in pokojninskih shemah. Sem spadajo predvsem ta naložbena življenjska zavarovanja, pa pokojninske sheme, ki pomenijo neko varnost za prihodnje, ne. In tukaj na tem delu, sploh če pogledamo proti Ameriki ali pa tudi proti Evropi, smo zelo skromni. Nekaj več imamo sicer naložb v dolžniških vrednostnih papirjih, v lastniških vrednostnih kapitalov in delnicah, s tem, da to je zelo v veliki meri tudi posledica še privatizacije, ko smo vsi pač dobili en del certifikata, bom rekel, ko smo ga naložili v delnice in nekaj tega je še zdaj, bom rekel, pri ljudeh se še do danes ni unovčilo, čeprav je že praktično 30 let od tega, ne.
Drugače pa pri novih investicijah v neke vrednostne papirje ali lastniške v delnice in tako naprej smo pa še vedno zelo konzervativni. Tako da pomeni, da kljub temu, da smo šparovni, nekako s tem denarjem ne vemo, kaj točno bi, pa ga rajš držimo nekako v nogavici ali pa ga damo rajši na banko. Ne. Zdaj, kaj to pomeni? Če pogledamo, zdaj mnogi se bojijo, zakaj smo šparovni, ne, da zdaj vedno je nek trenutek, ko je investiranje tveganja. Zdaj trenutno se sprašujemo, ali je zaradi covida gospodarstvo v slabem stanju in investiranje z tega vidika tvegano. Ne, vemo, da je tle pandemija, ne vemo točno, kdaj bo konc. Nekatera podjetja znajo propast, ne moram zdaj kar investirati, ne, ker so pač taki časi. Ne. Zdaj, ko se odločimo o investicijah ali pa ko pogledamo borzne trge, kako se obnašajo, to je že praktično to, kar se zdaj dogaja, je za borzne trge že lanski sneg. Zdaj, vsi vemo, da bo gospodarski upad v letošnjem letu precejšen. Tlele je celo neka statistika po državah, kjer kaže, v Sloveniji ne bi bil ta upad okrog 7,8%, povprečje za Evropo je 7,3%. Tlele vidite tudi malo statistiko po državah, še najmanj oziroma skoraj edina država, ki bo šla letos celo z rastjo bruto družbenega proizvoda, je praktično Kitajska. Ampak kamor so trgi orientirani in kamor investitorji, predvsem kamor so oči investitorjev odprte, so v prihodnost. Kaj se bo dogajalo v naslednjem letu, v letu 2021, 2022 in potem tudi naprej. Ne? In tukaj vidimo, da bo ta skok, oziroma predviden, to je konsenz analitikov, ki so na Bloombergu, to je neko konsenzualno priporočilo zelo velikih investicijskih hiš, bank, kot so JP Morgan, ne vem, Deutsche Bank, Citigroup in tako naprej, tleh je na celo morje noter v tem konsenzu zajetih, ne. Pričakujejo, da bo gospodarska rast v letu 2021 precejšnja, potem in da se bo tudi precejšnja gospodarska rast tudi v letu 2022 nadaljevala. In to, da je zdaj gospodarska situacija relativno slabša, praktično investitorjev ne zanima, zato pa tudi ni takšno začudenje, zato ker vidimo luč na koncu tunela, vidimo, da prihaja cepivo in da naj bi se gospodarska situacija izboljšala, ne. Zato tudi ni čudno, da so borze predčasno reagirale. Ne. Borze vedno oziroma borzni udeleženci ponavadi reagirajo nekje, bom rekel, vsaj 6 mesecev, preden se realno stanje tudi pokaže v gospodarstvu. Tako da ponavadi je borzni trg pred realnim gospodarstvom v smislu svojih pričakovanj in tudi posledično donosov. Zdaj, tudi če pogledamo recimo v Sloveniji, ne, kaj pomeni to tudi za prihodnost, ne, ali lahko res verjamemo, da bomo tako hitro okrevali. Zdaj marsikdo bi lahko bil skeptičen, ampak če pogledamo recimo, kaj se je dogajalo v Sloveniji v tretjem četrtletju, zadnji sveži podatki o bruto domačem proizvodu v tretjem četrtletju kažejo, da je bila praktično poraba, govorimo zdaj o mesecih od poletja, od začetka poletja do konca septembra, ne. In v tem obdobju ugotavljamo, da je bila poraba gospodinjstev v poletnih mesecih praktično primerljiva z lansko letno, ne. Samo za 1% je zaostajala za tretjim četrtletjem 2019. To je pač, tu ugotovitve so iz Banke Slovenije, ne. Ta letošnji upad bo predvsem posledica drugega četrtletja, ta del, ko smo imeli lockdown in seveda tudi zdaj zadnjega četrtletja, ko je zopet lockdown. Ampak kaj hočem s tem povedati? Tudi na Kitajski, če pogledamo, ne, kitajsko gospodarstvo, ki nima več okužb, ki je praktično februarja že zajezilo vse okužbe, ima rekordne vrednosti gospodarske rasti, zopet so na novih rekordih, ne. Kar pomeni, da ko bo enkrat konec tega lockdowna, ko bo gospodarstvo spet zaživelo in to se pričakuje, da po uvedbi cepiva, nekaj mesecev po uvedbi cepiva bo, lahko zelo, zelo hiter povratek pričakujemo in dejansko smo dobili že tudi občutek skozi neke te podatke, ki jih spremljamo v zadnjem času, da se res ta odboj lahko zgodi relativno hitro. Kaj pa pomeni naložba v bančni depozit, ne? Zdaj, koliko je ta naložba res privlačna, ne? Tlele je trditev gor v naslovu, da bančni depozit, da nič ni enako nič, ne? Na čem temelji? Zdaj, če pogledamo predpostavko, ne, so ostale zelo nizke. Jaz sem dal sicer primer za 10 let, ne, recimo, kaj to pomeni v smislu varčevanja v nogavici ali na banki ob takšnih obrestnih merah, kot so. In da bo inflacija nekje v povprečju 1,5%. Sicer se obe dve predpostavki lahko do neke mere spremenita, ampak recimo, da so to zaenkrat dokaj realne predpostavke, ne.
taka predpostavka realno pomeni v realnem življenju, da boste vi izgubljali vsaj za delež inflacije, vsaj za ta delež, ko je inflacija nad obrestno mero, ki jo vi dosegate, kar pomeni, da bo vaše premoženje izgubljalo vrednost in to pomeni v 10 letih skoraj za 15%. Ne. Zakaj sploh prihaja do ničelnih obrestnih mer in tako naprej, oziroma ali se bodo te dvignile, bomo si malo tudi v nadaljevanju pogledali, ampak mehanizem ničelne oziroma negativne obrestne mere je v osnovi zelo preprost. Kaj hoče države oziroma centralne banke s tem doseči? Hočejo vas prisiliti, da vi denar trošite. Če ga ne boste trošili oziroma investirali v nekaj in s tem tudi pomagali gospodarstvu, da ga zaženete, potem boste kaznovani praktično s tem, da boste postopno izgubljali premoženje, ki bo na banki recimo ali pa v nogavici. In videli smo, če se malo pohecam zdaj, da se Slovenci, da zelo radi izgubljamo ta privarčevana sredstva, glede na to, da imamo skoraj polovico vseh prihrankov na bankah. Ne. Oziroma, ne bom zdaj, to je bilo bolj v šali, ne radi izgubljamo, ampak tudi bojimo se malo preveč morda iti v neke bolj tvegane oblike naložb. Zdaj marsikdo verjame, da se bo trend obrestnih mer že počasi obrnil, da bojo tudi na banki začeli dobivati neke normalne obresti. In čeprav je postopni dvig obrestnih mer po eni strani v interesu držav, ker se s tem delajo v času gospodarske rasti neko rezervo za ukrepanje, ob recesijah pa v bližnji prihodnosti ne bo tako lahko izvedljivo. To lahko prikažemo z naslednjim grafom. Zdaj, razlog za oviro pri dvigu obrestnih mer predstavlja predvsem naraščajoči dolg držav. Zdaj, te rdeče države, ki so tukaj obarvane na zemljevidu, predstavljajo države, ki imajo preko 100% javnega dolga v ustvarjenem bruto domačem proizvodu. Se pravi, to je delež javnega dolga glede na ustvarjen BDP. In tudi ta krivulja rdeč graf tukaj, ki je narisan, kaže, kako se je ta dolg, recimo to je graf od leta 1990 do danes, v zadnjih 30 letih, kako se je povprečno dolg razvitih držav samo dvigoval in dvigoval in kako je zdaj v zadnjem obdobju se še bolj dvignil. Zdaj, dejstvo je, IMF napoveduje celo, da bo ta svetovni javni dolg v razmerju do GDP-ja praktično zaradi pandemije zdaj dosegel najvišje ravni po drugi svetovni vojni. In višji javni dolg pa ne pomeni samo več stroškov za proračun, ampak tudi zmanjšuje možnost ukrepanja v prihodnjih krizah. In zdaj, tukaj sicer še ni razlogov za alarm pri tako visokem javnem dolgu, ker je ta varni prag zadolženosti neke države, do kam se država še lahko zadolžuje, je lahko višji, kadar so obrestne mere nizke. In varna meja je odvisna še dodatno od gospodarske rasti. Se pravi, nekako višjo zadolženost imamo lahko samo v primeru, ko imamo relativno okej gospodarsko rast, pa takrat, kadar obrestne mere ostanejo nizke. In ob teh stopnjah zadolžitve zdaj že razvitih gospodarstev, ki smo jih zdaj dosegli, ne bo tako lahko kar dvigant enkrat obrestnih mer, ampak bo ta proces, če že pride do njega, zelo, zelo postopen mora biti. Ker po drugi strani, bomo videli v naslednjem slajdu, pa obrestne mere tudi zelo lahko vplivajo na, bom rekel, na padec vrednosti obveznic po eni strani in na to, da zelo velik del izdatkov državnega proračuna gre samo za namenjanje za obresti in potem v bistvu države praktično zgubijo svojo finančno moč, če pride do prehitrega dviga obrestnih mer. Zdaj, če pogledamo najbolj zadolžena država je Japonska, tam je v letu 1990 so se že začeli problemi, zdaj že 30 let se niso izkopali in njihov javni dolg zdaj znaša že 266% GDP-ja in je daleč najvišji na svetu med razvitimi državami. Italija, Španija, recimo, ki ste tu zelo visoko zadolženi, imate nekje 166-123. Zdaj, kako je odvisnost gibanja obrestnih mer pa donosa obveznic, o katerem sem prej govoril. Če obrestna mera pada, se pravi, to je slovenska državna obveznica, primer gibanja cene pa donosnosti slovenske državne obveznice, ena izmed izdanih obveznic, ki jih je Republika Slovenija izdala, vidimo, da so obrestne mere pri večini evropskih držav zdaj negativne, tudi za slovensko obveznico je tam nekje skoraj 10-letna obveznica nosi negativen donos 0,2. Se pravi, če vložite tako obveznico, boste izgubljali 0,2% na leto. Zakaj ste kljub temu pri naložbah v obveznice do zdaj dobivali? Vidimo, kadar je obrestna mera padala in v zadnjem obdobju, v zadnjih letih je bil trend padanja obrestnih mer, takrat se cene obveznic dvigujejo, rastejo. In vi ste lahko v tem obdobju tudi na obvezniških skladih zelo dobro služili, zato ker so obrestne mere konstantno padale. Zdaj nekako konsens trga pa velja, da
kaj dosti nižji, več nimajo kam iti praktično obrestne mere in da v naslednjih letih se na obveznicah kaj zelo veliko donosa ravno tako ne bo dalo narediti. Jaz mislim, da tudi izgube velike se ne bo dalo ravno iz razlogov, ki sem jih prej razložil, ne, glede na to, da obrestne mere znajo ostati še nekaj časa zelo nizke, bojo obveznice ostale nekje na nekih takšnih nivojih, kot so zdaj, oziroma ne bojo prav sunkovito izgubile na vrednosti, ampak kljub temu smo zdaj že za dve stvari ugotovili, za depozit ali pa za neke bolj varne oblike naložb, kot so recimo obveznice, da neke zelo, zelo svetle prihodnosti v naslednjih letih investitorji na trgu trenutno ne vidijo, analitiki in investitorji na trgu ne vidijo. Ne. Kaj pa je potem z delnicami? Ne? Zdaj, če pogledamo, kaj je bilo letos, kaj je letos pandemija povzročila, pri delniških indeksih vidimo, da se je naredila dosti lepa oblika črke V. Zdaj, nekateri se sprašujejo, to je enojni V, ali dvojni V. Zdaj v gospodarstvu morda gre celo za dvojni V. Ne? Prvi zastoj v gospodarstvu je bil v spomladnih mesecih, pa drugi zdaj jesena, ne? In potem okrevanje recimo nekje v naslednjem letu, to bi bil dvojni V. Če pa pogledamo same trge, pa vidimo, da smo bližje enojnemu V-ju. Ameriški indeks, recimo MSCI USA, tle so vsi od Morgan Stanleyja, mislim od MSCI indeksi uporabljeni, ne? Ameriški indeks pa indeks trgov v razvoju vidimo, da sta letos že praktično v pozitivnem območju, ameriški tam blizu 7%, pa za rastoče trge nekoliko na 4%. Pri tem pa je treba vedeti, da tudi struktura podjetij v tem indeksu je imela letos precej boljše izhodišče, zato ker v Ameriki, če gledamo, ima 40% podjetij tesno povezanih s tehnologijo, to, kar je v bistvu v tem času pandemije delalo zelo dobro. Pa če k temu dodamo še farmacevtska podjetja, ugotovimo, da je že 50% borznega indeksa, ki je v Ameriki sestavljenih praktično iz podjetij, ki jim je šla pandemija do neke mere celo malo na roko, ne, oziroma bojo zaradi tega lahko delala celo tudi boljši rezultat poslovanja. Ne. In tudi zato, ko so vlagatelji spoznali, da je pandemija bolj začasne narave in da se nekje vidi luč na koncu tunela, je tudi po hitrem padcu bil zelo hiter odboj teh borznih indeksov, ki se še do danes praktično nadaljuje. Zdaj, tukaj ta zadnji skok, ki ga vidite pri borzah, je bil še posledica objave, kako uspešno je zdravljenje pri Pfizerjevem cepivu, pa od Moderne, pa potem je tudi AstraZeneca objavila že rezultate kliničnega testiranja in to je dodalo še dodatni zalet borznim trgom. Evropa je tlele bila letos nekoliko slabše pozicionirana tudi zato, ker ima precej velik delež stare ekonomije v strukturi svojega indeksa. Tudi veliko bank, veliko nekih industrijskih proizvodnih podjetij, za razliko od ameriških podjetij, ki ima več tehnologije. In zdaj, če gledamo, so delnice res predlage, če pogledamo same dobičke, vidimo, da v letošnjem letu bodo te dobički res predvidoma padli, to so po ocenah konsenz analitikov, ne? Medtem ko se pričakuje že v naslednjem letu, da bodo te dobički presegli ravni iz leta 2019 in potem v letu 2022, da bodo še višji. Ne? Če ta trend profitabilnosti podjetij pogledamo, lahko rečemo, da tudi trenutna vrednotenja, ne, ki kažejo, da so res, da je dobičkovnost podjetij zares padla, lahko rečemo, da bo z zviševanjem dobičkov spet ta dobičkovnost podjetij ob enakih tečajih, kot so danes, se dvignila, ali pa se bodo dvignili borzni tečaji, da bo enako razmerje ostalo. Ne? Zakaj vam ta graf kažem? Eno je razmerje, bom rekel, koliko pada netvegana obrestna mera, ne, koliko je padala in koliko nižje hkrati zdaj tudi donos tveganih naložb. Ne? In vidimo, da gre vse skupaj z roko po roki. Vrednotenja delnic so lahko višja, kadar so obrestne mere netveganih naložb rekordno nizke, zato ker drugih naložbenih alternativ enostavno nimate. In tako se tudi borzne udeleženci obnašajo. Glede na to, da je pomanjkanje naložbenih alternativ, da je poplava denarja na trgu in da se hkrati pričakuje okrevanje gospodarstva v naslednjem letu, vse to rezultira v tem, da morda, ko pogledamo sama vrednotenja trga, čeprav so na lastno zgodovino ta vrednotenja visoka, v nekih relativnih okoliščinah do naložbenih alternativ ta vrednotenja niti niso tako visoka in z trendom, tendenco k zniževanju v naslednjih letih zaradi gospodarskega okrevanja. Tako da dejansko je ta odgovor, ali so delnice drage ali ne, v tem primeru celo se nagibamo k temu, da so fair ovrednotene v tem trenutku in da ob nadaljevanju gospodarskega okrevanja vidimo, da je še kar nekaj prostora tudi za rast delniških tečajev. Ne? In pač k temu primerno potrebe za sprejemanje večjih tveganj pri naložbah.
Tako da jaz bi se vam na tem mestu za svojem delu prezentacije zahvalil. Bom zdaj prekinil malo tole šeranje, zato da lahko še Tomaž prevzame drugi del prezentacije. Na koncu pa, kot rečeno, gremo še na vprašanja. Hvala, Sašo. Preden besedo predam direktorju področja prodaje Tomažu Dvožaku, vas pa ponovno vabim k kratkim anketnemu vprašanju. In sicer vsak čas ga boste tudi zasledili v chatu. Evo, samo trenutek. Tako. Vprašanje pa se glasi, česa vas je strah ob investiranju v delniške trge oziroma vzajemne sklade? Tomaž, ti boš potem pokomentiral rezultate, jaz pa vabim vse udeležence, da podajo svoj glas. Tomaž, tebi pa predajam besedo. Hvala. Se mi zdi, da imam nekaj tehničnih težav, da se je prezentacija ustavila. Samo sekunda. Smo ostali na tem slajdu, ne? So delnice tokrat res predrage, ja? Se ne premaknejo. Mogoče se še enkrat prekineš pa deliš. Prej smo debatirali o tem, da morda za intermezzo, samo če ne bodo ostali videli točno, kakšno je vprašanje, se od spodaj vidi, ko so rezultati polno vprašanje, zato ker ga v sami anketi ga majčkeno odreženo, ampak se pa vidi potem od spodaj polno zastavljeno vprašanje tudi, ne? Tako je, hvala, Sašo. No, odgovori se nabirajo. Nekako pol vas je že odgovorilo, tako da vabim še ostale, da bomo imeli boljšo sliko. Vas pa še enkrat pozivam, da tudi razmišljajte o morebitnih vprašanjih in jih lahko zastavite v chat, pa jih bomo potem prebrali. Tomaž, če želiš, lahko tudi jaz šeram naprej prezentacijo, pa se pač premikam naprej po njej. Izgleda, je imel malo težav z linijo, Tomaž, pa se bo probal še enkrat priklopiti nazaj, da pojasni še ta drugi del, ne? Tako, to je pa del, na katerega žal ne moramo vplivati. Če tehnika kdaj zataji, ampak saj se bomo kmalu vrnili s prezentacijo. Je pa to vprašanje, gre kar nekako, zdaj vidim zaenkrat anketa po pričakovanjih, da je ravno ta strah pred izgubo vložka nekako prevladuje, ne, pri večini populacije, ne, kar je razumljivo, ne. S tem, da bo Tomaž dobro pojasnil skozi svojo prezentacijo, da še enkrat. Ja. Zdaj se zaenkrat premika, ne? Tako, Tomaž, ja. Je da vse okej. Da pridemo do tistega kritičnega, tle se je prej ustavil. Ja. A spet? In se je spet ustavil. Aha. Dej, odšeraj stran, pa bom jaz pošeral, če ti je tako v redu. Sekunda. In ustavil se v bistvu tako, da zmrzne vse. Imamo pa eno vprašanje, smo v chat dobili, tako da mogoče ta čas, ko rešujemo tehnične težave, ga pa preberem, pa Sašo, mogoče, če boš ti imel možnost na njega odgovoriti. In sicer, kaj svetujete, kupovati delnice preko banke ali direkt na borzi? Ja, zanimivo.
Tako bom odgovoril, ne, za nekoga, ki želi direktno kupovati delnice, ne, bo itak moral odpreti borzno-posredniški račun. Zdaj, tlele ima opcije pri nas konkretno samo dve, to je borzno-posredniška hiša ali banka, ki ima tudi borzno posredovanje. Direktno na borzo ne more nihče iti. Na borzi lahko delujejo samo udeleženci, kot so borzno-posredniške hiše. Ne. Se pravi, mi sami na borzi ne moramo biti. Mi smo lahko preko posrednika pridemo do borze. Ne. Zdaj v Ameriki je veliko tudi online brokerjev, pri nam je tega nekoliko manj, ne, tako da so tudi te spletni borzni posredniki in tako naprej. Najlažji je pa priti do razpršitve, o čemer bo pač tudi verjetno Tomaž kaj več povedal. Najlažji pa pridete do razpršitve, da imate naloženo da ne nosite vseh jajc, bom rekel, v eni košari, ne, da preko vzajemnih skladov dostopate tudi do borznih trgov, ne, pač za naložbeno politiko, ki je vam pisana. Razen v primeru, se pravi, kadar se sami tudi bolj podrobno ukvarjate z naložbami, pa razumete, kaj kupujete, pa točno veste, kaj želite kupiti, seveda, ne, takrat so primerne tudi posamezne naložbe, ki jih morate pač izvršiti preko kakšne borzno-posredniške hiše. Hvala. Sašo, dej probi ti deliti, pa bom jaz vzel kontrolo, če bo tako šlo, ker na način, da jaz se tam ustavimo. A se vidi zdaj vse? Okay. Ja, zdaj se vidi. Lahko greš kar naprej. Okay. Zdaj pa mi sam klikneš tlele, top. Tako. Super, Tomaž, izvoli. Super, najlepša hvala. Dobro večer. Upam, da ste dobro. Evo, malo da nas sprostim po tehle številkah, en slajd, ena fotka, ki sem jo najdel na Twitter accountu od Microsofta. Tudi sam Sašo mi da tam allow. Evo, ti dovolim, da upravljaš. Da vidimo, če se gre naprej. Tvoja miška se vidi? Miška se vidi, ampak premika se pa ne. Ne, ni se premaknil slajd. Zdaj pa se. Aha, to imamo tak delay, ali kaj? Zdaj pa bo. Se je mogel malo lapati prek tog Wi-Fi-jev. Evo, cool, no sej ne gre drugače, da imamo malo težav. Ja, to je zdaj naš vsak dan, so tele Teams videokonference, če imamo interne klice, mogoče bolj tako, kot tale muc na levi, tako, ki imamo pa eksterne, pa damo srajčke gor, tudi s Sašotom so si dala srajčko gor, za kravato so nam pa rekli, da ne. Da ne bova toliko resno zgledala. Evo, kot je Saša že povedal, Slovenci imamo radi svoje banke, ful denarja imamo na bankah, no radi jih imamo toliko časa, dokler nam ne začnejo dražiti storitev vodenja in podobno, pol jih imamo malo manj, ampak drugače pa statistika v Sloveniji je taka, da se Slovenc prej loči, kot zamenja banko. In kot smo videli, zelo radi kopičimo denar v depozitih na bankah, 24 milijard tega denarja je že, kar je v povprečju še enkrat več, kot ga ima nek Evropejec, in istočasno imamo polovico ali pa še manj denarja v vzajemnih skladih, kar pomeni neko izjemno izgubo, ki se nam dogaja vsak dan. Saša vam je pokazal, kako se zmanjšuje ta vrednost denarja, kar se tiče uradne inflacije,
1,5%, ne. Ampak realnost, ki jo pa vsak od nas občuti vsak dan, je pa še precej drugačna, ne. Okay, mogoče tista osnovna košarica, riž pa kila moke pa liter olja, ne, tisto osnovno, tisto mogoče res se ne draži toliko, čim pa pogledate neke cene stanovanj ali pa oblek ali pa dopustov ali pa cene kavice, tisto pa vidimo, da cene rastejo drastično hitreje. V Evropi, pri naših zahodnih sosedih, ki jih imamo radi v velikih primerih za zgled, so že nekaj časa nazaj spoznali, da kopičenje denarja v obliki depozitov na banki je popolnoma nesmiselno. Zato sredstva v vzajemnih skladih tam že zadnjih 10 let neprekinjeno rastejo in trenutno je v vzajemnih skladih v Evropi 24 trilijonov evrov, kar pomeni 24 tisoč milijard evrov, in razmerje med temi sredstvi v upravljanju v vzajemnih skladih in evropskim BDP-jem je v bistvu kar 157%. Toliko več je denarja v skladih, koliko je celoten bruto domači proizvod Evrope. Razlogov za to je več. En od njih je, da je tradicija varčevanja v vzajemnih skladih tam daljša, poznavanje le-teh je boljše in zato je seveda manj nezaupanja. V Sloveniji smo v tem delu mogoče še nekje v začetku, ampak s takimi eventi, kot ga imamo danes, upamo, da bomo počasi korak po koraku prišli tudi do nekega evropskih povprečij. Prej smo velikokrat že slišali termin tveganje in tale graf sem vam jaz danes želel pokazati, pa verjetno ste ga marsikdo od vas ga je verjetno že videl, na tak malo hecen način prikazuje, kaj se dogaja z našim razmišljanjem, z našimi čustvi, ko spremljamo neke borzne tečaje. Tukaj ta modra črta je tak značilen prikaz gibanja recimo nekega borznega indeksa, še zlasti je mogoče ustrezen za letošnje leto, ko smo videli efekt, ki ga je povzročila pandemija covida in z vsem, kar je bilo s tem povezano. Nekako razmišljanje naše gre nekako tako, na začetku vidimo nek trend, moram spremljati trg, okej, ne bom več čakal, moram kupiti, joj, dobro, zadovoljni, dobro, da nisem čakal, fino, zadeve grejo gor, potem pa recimo se zadeve, trgi začnejo obnašati malo dol in si začnemo govoriti, iščemo opravičila. Nekaj časa, nekaj tolerance še imamo, rečemo, malo se je zadeva pocenila, bom malo kupil, potem še malo pade, rečemo, super, bom podvojil svojo pozicijo, še bom kupil, dokler zadeva ne presega nekih naših tolerančnih nivojev, dokler nas preveč ne začne stiskati v želodcu, rečemo, joj, koliko so trgi padli, dosti imam vsega, prodam, nikoli več v življenju ne grem v sklade, nikoli več ne pogledam delnice, nikoli več ne pogledam borze. Ponavadi pa še kakšen odstotek cene zdrsijo navzdol, si rečemo, fino, dobro sem naredil, prav sem naredil, dokler se ne začnejo cene popravljati nazaj gor. In takrat
ponavadi čakamo, si rečemo, ok, sej nič ne bo, dokler nas ne rata strah, da bomo spet zamudili, da bo vsa rast šla mimo nas in ponavadi čakamo toliko časa, da praktično spet kupimo na najvišjih vrednostih, ko je spet tveganje recimo nadpovprečno visoko. In to je nekaj, kar pri čemer niste sami ali pa nismo sami. Ta naša čustva in nezavedni in procesi, ki se dogajajo, so izjemno močni. In raziskave, ki so bile delane na tem področju behavioristične ekonomije, se pravi, kako se obnašamo v odnosu do denarja, kažejo, da v bistvu 80% nas malih vlagateljev je podvrženo takim reakcijam in kar 1/3 institucionalnih vlagateljev. Institucionalni vlagatelji so tukaj mišljeni seveda profesionalni vlagatelji, zavarovalnice, pokojninske družbe in podobno. In toliko velik odstotek nas se obnaša impulzivno, namesto da bi se obnašali racionalno, da bi imeli pred očmi tisti dolgoročni cilj, ki ga zasledujemo. Vedno je težava, kdaj je pravi čas. Že od antične Grčije naprej, ko so v Delfiju hodili k oraklom po prerokbo, kaj narediti, pa do novodobnih bralcev iz dlani, do tiste hobotnice, ki je bila pol hobotnice za svetovno prvenstvo v nogometu, si skušamo ugotoviti, kaj se bo zgodilo, napovedati prihodnost, ampak žal ne gre. Nimamo kristalne kugle, ne vemo, kaj se bo v prihodnosti zgodilo. In pa potem pa imamo pa drugo najboljšo stvar. Druga najboljša stvar je pa statistika, ker statistika pa na področju financ zelo dobro drži. Imamo dolgo časovno vrsto, nekako sodobne borze tam od leta 1930 naprej se beležijo rezultati in gibanja in skozi čas so se vzpostavili neki vzorci, na katere se precej dobro lahko zanesemo. Kaj pa nam pove ta statistika? Vedno pride korekcija takrat, ko je nočemo, vedno se nekaj zgodi glih takrat, ko jaz investiram. Statistika kaže takole, v povprečju se neka taka korekcija, kot smo letos videli s pojavom pandemije COVID-19, zgodi vsake 2 leti. Padec velikosti 10 do 19 odstotkov, od leta 1980 je bilo 14 takšnih dogodkov. Zanimivo pa je, da so te korekcije sorazmerno kratke. 54 dni v povprečju in povprečni padec nekaj čez 13 odstotkov. Kaj pa potem v času, ko se dogajajo taki padci, ko se dogajajo korekcije, pri nas zvonijo telefoni. Eno vprašanje pa bom kar sproti odgovoril, to mi je všeč. Korekcija je nenaden popravek cene na trgu. Ponavadi se termin korekcija uporablja, ko gre za popravek cene navzdol. Takrat je korekcija. Ko gre cena navzgor, je to normalno delovanje, ko pa pade navzdol, pa rečemo, da gre za korekcijo.
kot da bi mogli se kaj popraviti, pa v bistvu ni temu tako. Se pravi, ko se zgodi nek tak hiter padec navzdol, se ponavadi zgodi tudi zelo hitra vrnitev navzgor. Prej je Sašo omenil črke v dvojni v povezavi z okrevanjem gospodarstev. Kar se tiče borz, je zelo zanimivo, da se v primerih takih eksternih šokov, kot je bil pojav virusa, mogoče sem še to, da zdaj vmes razložim, kaj je eksterni šok. Eksterni šok za gospodarstvo ali za trge je nekaj, kar ne izhaja iz nekega normalnega delovanja. Eksterni šok je recimo to, da se je pojavil tak virus, ali to, da se letalo ali dve letali zaletita v World Trade Center v Ameriki, se pravi nek popolnoma nepričakovan dogodek, ki ima za posledico potem zelo močen odziv. Največkrat je ta odziv pretirana reakcija. Zakaj? Zato, ker smo toliko podvrženi čustvom, zato, ker nas rata strah. In ko nas rata strah, rečemo, gremo ven, prodamo. Nismo edini, kot smo videli, veliko prodaj se zgodi in to pomeni, da tečaji začnejo hitro in strmo padati navzdol, dokler se ne ugotovi, zdaj pa zadeva preveč padla in potem sledi zelo hiter odboj nazaj gor. To pomeni, da v takih primerih borzni tečaji izrišejo ta vzorec V in ta je značilen praktično za vse takšne krize, kot smo jih videli letos. Zelo hitra korekcija navzdol in zelo hiter odboj nazaj gor. Pomembno pri tem je to, da imamo pred očmi nekako naš dolgoročni cilj. Ko smo prej omenili tveganja, in velikrat, ko ljudje razmišljajo o vzajemnih skladih ali pa ko razmišljajo o nekih drugih naložbah izven bančnega depozita ali pa rečemo tudi izven nepremičnin, ki so zelo popularna naložba, se velikrat omenja tveganje. In pri vzajemnih skladih imamo tudi tisto lestvico, v katero stopnjo tveganja sodi. Je pa zelo pomembno, da si pogledamo, kdaj dejansko vzajemni skladi so tvegani, pa kdaj res niso tvegani. Tukaj pa pride upoštev ta kratkoročni napram dolgoročnem vidiku. Na kratek rok, iz danes na jutri, so delniški trgi, vzajemni delniški skladi zelo nepredvidljivi. Praktično zelo težko je določiti, v katero smer se bo gibali. Če pogledamo neko dnevno periodo iz danes na jutri, vidimo, da je vsej zgodovini nekih sodobnih borz, tja od leta 1925 pa naprej, to razdeljen praktično 50-50. Igra na srečo, met kovanca, ruleta rdeče ali črno. Če investiramo v borzo ali pa delniški sklad za en dan, imamo glih malenkost večje možnosti, da bomo realizirali dobiček kot izgubo. In na tako periodo, na tak kratki rok, če me vprašate, ali pa Sašeta vprašate, a so vzajemni skladi delniški tvegani? Ja, so tvegani, točno 50
praktično 50-50 možnosti imate za izgubo kot za dobiček. Čim pa mi to periodo malo podaljšamo, se pa že razmerja obračajo nam v prid. Že na horizontu enega meseca imamo že 62, skoraj 63% verjetnost, da realiziramo dobiček, pozitivni donos. Pri enem letu smo skoraj že na 75%. Če pa pogledamo neka obdobja, ki so priporočljiva za vlaganje v vzajemne sklade, so pa odstotki taki. Pri 5 letih skoraj 90%, pri 10 letih skoraj 95%, pri 20 letih pa 100% verjetnost realiziranja dobička. In v teh obdobjih, če me vprašate, ali so vzajemni skladi tvegani, niso tvegani oziroma izredno nizko tvegani so. Kaj pomeni, mogoče samo še to, da pojasnim, kaj pomeni drsečih 5, 10 ali 20 let. To pomeni, da smo vzeli obdobje 10 let, od 1928 pa do danes, in to obdobje 10 let za eno leto premikali naprej. Se pravi, v katerikoli 10 let v tem času je verjetnost dobička, verjetnost, da prodate vzajemne sklade, delniške vzajemne sklade z dobičkom 94,1%. To je na naslednjem slajdu, imam ta zvezdni prikaz, tam sem uporabil te okrogle številke 5, 10, 20, tu je pa še tak zvezdni prikaz. Tle vidimo, da že pri 6 letih 90% verjetnost dobička, pozitivnega izida, pri 16 letih pa ni bilo takih 16 let, kjer bi nekdo svoj denar izgubil. Mogoče še pomemben podatek je ta, koliko se je pa v teh letih, koliko je bilo v tem letu, v teh 10 letih donosa. V povprečju 105%. Se pravi, 105% donosnost z 95% verjetnostjo. Leto, kot je bilo letos, ki smo ga prej videli, je bilo zelo podobno tistemu mojemu grafu, smo videli tako krivuljo, tak V. In eden izmed najbolj enostavnih načinov, kako znižati tveganje, pa kako premagati kapitalski trg, so pa mesečno plačila. Če nas je recimo strah dati naenkrat prevelik znesek denarja, je super rešitev mesečna vplačila. Pri mesečnih vplačilih se pa kreira tako imenovan dollar cost average efekt, kar pomeni v obdobjih, če gledate tole zeleno črto, ko trgi padajo, za enako količino denarja, če vsak mesec recimo vlagamo 100 evrov, kupimo večjo količino enot premoženja, in v trenutku, ko se delniški trgi okrevajo in vrnejo na to svojo značilno pozitivno smer, je vrednost naših sredstev večja, kot je pa zgolj kumulativa mesečnih vplačil. Vmes je bilo še eno vprašanje, samo sekunde. Ja. Kakšna je referenca za obdobje verjetnosti donosnosti? Obdobje verjetnosti donosnosti je od 1928 pa do 2017.
res je, ja, vlagatelji pristopajo v različnem obdobju, tukaj, kot sem pojasnil, vzetih so drseča obdobja, se pravi za eno leto smo se premikali naprej pri izračunu. Ja, nikakor pa ni to pri vsakem vlagatelju enako. Evo, za konec sem si jaz posodil še Winstona Churchilla iz večjih razlogov. Prvi razlog je ta znameniti V, ne, V kot vzorec, ki ga zarišejo delniški trgi v takšnih časih, v katerih živimo ravno zdaj. Drugi razlog pa V kot nek simbol zmage. Končno zdaj z cepivi vidimo luč na koncu tunela, da se bomo lahko vrnili nazaj v neko normalno sobivanje, da bomo lahko si privoščili kakšno kavico, pa kakšno pivo. In če ga parafraziram, ne, če že gremo skozi pekel, za Boga pejmo čim hitreje, ne se ustavljati, da pridemo iz tega ven. Toliko sem se namenil vam jaz na tem uradnem delu povedati. Pravijo, da dobre konference poznaš tako, da se pravočasno začnejo, še boljše pa so tiste, ki se pravočasno končajo. Tako da, evo, 3 minute do 6. Hvala. Jaz sem se imel zaenkrat fino in pa bom vesel še kakršnih koli vprašanj, ki jih imate, da ta zadeva še malo bolj interaktivna postane. Hvala, Tomaž. Smo ravno prejeli še eno vprašanje v chat in sicer vam ga kar preberem, pa se potem odločite, kdo bo odgovarjal. Na kateri sklad v letu 2021 bi upali staviti, da bo najdonosnejši? To bo Sašo povedal. Ja, lahko jaz. Upali staviti. Zdaj tako je, konsenz mnenje eno, na koncu se ponavadi vedno zgodi morda nekoliko drugače. Ne. Zdaj veliko je govora o tem, da bo v naslednjem letu 2021 priložnost v trgih v razvoju, priložnost v podjetjih z nizkimi tržnimi kapitalizacij in priložnost v podjetjih cikličnih, ki so zaradi covida najbolj trpela. Ne. Zdaj, če bi ta konsens mnenj želel malo prevesti na naše sklade, bi rekel, se pravi, Triglav rastoči trgi, Triglav hitro rastoča podjetja, to so, se pravi, rastoči trgi so trgi v razvoju, ne, hitro rastoča podjetja, to so te podjetja z nižjo tržno kapitalizacijo, pa potem nek, bom rekel, value pristop, ki je pa bolj, ko ne se odraža lahko v, recimo, Triglav Evropa je en tak primer, ker evropski indeksi imajo tudi precej teh value naložb noter, ne. Dejstvo je, da se ponavadi stvari malo lahko tudi drugače odvijajo. Jaz sem še vedno privrženec ponavadi dolgoročnejšega pristopa in en kratkoročni odboj pri bankah. To je na nas, da delamo, da recimo znotraj svetovnega sklada probamo ujeti neko obdobje, ko bodo delale banke boljše, pa potem zamenjamo, ne. Jaz osebno mislim, da bo tudi še dodaten moment še prišel za tehnološka podjetja in podjetja, ki so tudi v letošnjem letu delala dobro. Predvsem bodo zanimiva podjetja, ki imajo dolgoročno perspektivo rasti in obdržanja na trgu, ne. In z tega vidika jaz na neke zelo kratkoročne trende za vas kot vlagatelje niti ne bi toliko stavil, ne. Jaz še vedno sem na stališču, da vlagatelj v vzajemni sklad mora svoj horizont naložb raztegniti na 5 do 10 let, tako kot je tudi Tomaž razložil, zakaj.
in mora v teh naložbah ustrajati. In to ponavadi ni dobro, da so neke zelo nišne naložbe, ampak je dobro, da gre v neko relativno razpršen, diverzificiran portfelj, v katerega verjame bolj dolgoročno. Ne. Drugače pa ja, recimo, da so to te skladi, recimo, če bi se probal nekega konsenza dotakniti, v kaj se verjame v naslednjem letu. Upam, da sem približno odgovoril. Bomo pa še eno vprašanje prijeli, tako da ne vem, Tomaž, prej sem videla, si mogoče malo zamišljen, če si ga že prebral, ali vam ga jaz preberem. Ja, od Boštjana. Tako, ja. Ja, se pravi, sem prebral in sem glih razmišljal, je tako, ne, market timing, ne, je to, o čemer Boštjan piše, ne, se pravi, v nekem trenutku prodati in pol čakati spet na pravi trenutek, ujet timing, ne. Slaba novica je to, da ne bo uspelo, ne. Vedno si želimo prodati na najvišji točki, pa kupiti na najnižji točki. Žal ne gre, ne. Ravno zaradi tega, ker ne vemo, nimamo kristalne krogle, da bi vedeli, kaj sledi, kaj se bo zgodilo. Zato je moj odgovor ta, če je Boštjanov naložbeni horizont, kar pomeni, če denarja ne potrebuje naslednjih 5 let ali več, naj ga investira zdaj nazaj, ne čakati. Ker kaj se bo zgodilo s čakanjem? Točno tisti moj graf. Zadeve bojo šle gor, strah, pojavil se bo tako imenovan FOMO efekt, fear of missing out, nasprotni strah od takrat, ko zadeve padajo. Boštjan bo čakal predolgo in spet se zna zgoditi, da bo kupil tik pred neko korekcijo. Tako da jaz ne bi čakal, če je naložbeni horizont 5 let in več, potem bi kupil zdaj. Če je naložbeni horizont od 3 do 5 let, bi investiral v mešani ali pa obvezniški sklad visokodonosnih obveznic za krajše naložbene horizonte, pa se pravi 3 leto, tam je pa že denar na banki, ne. Hvala. Sicer smo že... Ja, 5 in več, ja, definitivno, jaz ne čakati. Predvsem pa so važne te reakcije, o katerih je tudi Tomaž, če sem še toliko dopolnim razlagal. Psihološki strah vam bo preprečil, v večini 99% primerov bo psihološki strah preprečil, da bi šli investirati v najnižji točki. Potem nazaj, ko pogledamo graf, vemo, kje bi morali skočiti noter, pa kje ven, ampak v nižji točki se vsi bojimo toliko. Jaz sem že 20 let v poslu, pa se bojim. Jaz vam povem konkreten primer iz letošnjega leta. 10. marca smo imeli eno stranko, ko se je začela, ta prvi teden je bil pandemije, ne, tam okrog 12. marca, vedeli se je že, trgi so začeli strmoglavljati na polno. Najprej pride ena stranka, da bi vložila 150.000, pa se je nekaj menila, da ima malo viška, ampak da ne še zdaj, da je treba malo počakati, da se ta situacija najprej razjasni s tem covidom. Pa sem gledal, sem rekel, pa kako ne zdaj dajte, ne? Če imate teh 100.000, pa rabite za dolgo obdobje, zakaj ne zdaj? Dajte zdaj, ne? Ja, da bo on malo počakal, da se bo razčistil, kaj bo s tem covidom, pa bo pa hitro vložil, ne? Vse je bilo že napeljan, zmeden, neko dokumentacijo smo že zelo uredili, mislim, da ta stranka še zdaj ni vložila, no? Tako bom rekel, zato, ker je pač seveda zamudila tisti trenutek. In jaz osebno, ko pravim že 20 let, jaz sem sicer letos 20. marca sam osebno privatno eno transakcijo naredil, da sem šel tvegane naložbe 20. marca, pa me je želodec zraven malo zvil, ker sem to transakcijo naredil, ampak sem vedel, da je tako prav. Sama čustva so mi pa govorila, ne smem, panika je zdaj strah, bi jaz tudi še malo počakal, pa sem šel sam proti sebi, ampak to je zelo težko narediti, ne. In vsi, ko se bo spet taka situacija postavila, tudi toplo svetujem Bojanu, mislim, da je bil Bojan, ne, ta prej, ki je postavil vprašanje, da če pride čez pol leta spet do 10% popravka navzdol, da ne bo spet panike pa spet ven vzel, ker bo spet narobe. Če investira za 5 let, za 7 let, naj se ne ustraši takih stvari, ampak ne ustraja noter v naložbah, ker se še vedno so se popravile in to zelo hitro, ne.
izstopa v takih trenutkih. Ne. Ja, ne, in tukaj je tudi zanimivo, kako drugače gledamo na naložbe kot na kakšno drugo stvar. Ne. Zdaj je bil glih Black Friday, ne, prejšnji petek, ne, razprodaje, ne, -30, -50. Ne. In kaj je normalen instinkt in reakcija? Ne? Da gremo pogledati, da gremo kaj kupiti, ne? Da je nekaj ugodnega, da nekaj kupimo poceni. Ne? Naša reakcija verjetno ni, in tudi vaša reakcija verjetno ni, ne? Zdaj pa kaj poceni, zdaj pa še svoje cune tam prinesel, pa jih hotel ali pa pralni stroj ali pa karkoli polovico cenej prodajati. Ne? Nekaj gremo kupiti, ne? In to si probite zapomniti. Ne? Ko so te razprodaje, gre čist isto je na delniških trgih, na delniških vzajemnih skladih ali pa v trgovini. Takrat je treba napolniti košarce, takrat dajte kupovati, ker tudi tveganje takrat, ko se zgodi neka korekcija, je veliko nižje, zato ker ima osnovo, fundamentalno osnovo v tem, kar je Sašo prej razlagal, v vrednotenju. Ko takrat fundamentalno v vsej ekonomski teoriji, ki jo poznamo, je zadeva res poceni. Mislim, da ima Dušan roko gor, Ja. Dušan, pa lahko tudi mikrofon vklopi pa vpraša. Tako je. Hvala, Dušan, v telefonu. Jaz sem pa eno vprašanje, rečemo korekcija, ki je bila iz leta 2007 na 2008, če je seveda to korekcija, je tudi vplivala, da nekateri tečaji, pa preko tako delnic kot vzajemnih skladov, še zdaj niso prišli na tisto raven. Mogoče kakšen komentar na to? Hvala. Res je, Dušan, hvala za vprašanje. Leta 2007 je bila finančna recesija, to je praktično šlo za enega izmed največjih finančnih šokov na borzah. Bistveno večji vpliv je imel tudi dolgoročni, kot ga bo imel COVID kdajkoli. Celo se je na zdaj sem že pozabil, katera investicijska hiša je izračunala vpliv finančne recesije že na ameriško gospodarstvo, pa se je to zelo hitro pomoglo, ne, da je bil preko 50% GDP-ja v 10 letih, da je pobralo še posledice dolgoročne te finančne krize, ne, ki so se takrat nabrale. Medtem ko so za COVID računali, da bodo posledice vpliva na gospodarstvo recimo samo okrog 12% GDP-ja v naslednjih nekaj letih. Ne. Se pravi ne 50, kar pomeni, da bodo posledice z COVID-a bistveno niže. Zdaj, katere borze se niso pobrale? Zdaj, če pogledamo en tipičen primer, sploh verjetno veliko Slovencev bilo tudi investiranih, so balkanske borze. Tukaj govorimo od bom rekel, Slovenije do Hrvaške, Bosne, kje so še vse bile pač naložbe na teh balkanskih borzah. Ne? Te trgi se niso nikoli pobrali, ker so njihova vrednotenja v neki fazi, v neki točki so bila njihova vrednotenja totalno neracionalna. Hočem reči, da nobena živa cena ni več mogla opravičevati vrednosti, ki smo bili deležni. Ljudje so imeli takrat kredite z vzvodom, kupovali, ni bila važna cena in formula za neuspeh je bila tudi to, da je zelo nizka likvidnost v povezavi z zelo veliko likvidnosti, ki je na te trge prihajala. Se pravi, nizki prometi na borzah so enostavno tečaje dvigovali samo navzgor in navzgor. Tečaji so takrat rasli po 10% navzgor, pa noben se ni vprašal za vrednost. Ne. In zdaj smo pač takrat srečali neko kruto resnico, ne, potem v letu 2008-2009 in šele od takrat se počasi neke stvari pobirajo, fundamentalno, recimo govorim konkretno zdaj recimo za slovenska podjetja, so se precej popravila v vmesnem obdobju, večina njih, kakšen Telekom še zdaj ni v redu, ampak pustimo zdaj detajle. Večina se je fundamentalno popravila, razdolžila se je, izboljšala svoje poslovanje in zdaj, ko gledamo kazalnike nekaterih domačih podjetij, so zanimivi, tudi naložbeno, tudi za naslednjih nekaj let. Ne. Dejstvo pa je, da pik 2007 vrhunec je bil neracionalen. Enako pa velja, nažalost, tudi za recimo evropske indekse, če gledamo, ne, če gremo ven iz Slovenije ali pa Balkana v Evropo, da se tudi te še niso čist dokončno pobrale, oziroma da je njihova donosnost bistveno slabša.
To je pa tudi zato, zaradi same strukture, kot sem rekel, banke so v Evropi, recimo banke pa finančne inštitucije so v Evropi predstavljale v evropskem indeksu cirka 35% vseh naložb pred leti. Ne. Če k temu dodamo še nekaj zelo, bom rekel, starih ekonomij, ne, kot so neke, bom rekel, bolj težka industrija, nafta in tako naprej, ne, je v bistvu bil kar velik delež podvržen na neke industrije, ki niso imele prav lepe preteklosti, pa tudi prav verjetno neke bleščeče prihodnosti v naslednjih letih ne bodo imele. Ne. In glede na to, da je evropski indeks bil tako strukturiran in da je ta finančna bančna kriza v Evropi se poglabljala in je trajala do 2013-2014 praktično, ne, so indeksi rabili bistveno dlje časa za odboj. Zato še enkrat, ko smo govorili, v katere sklade naložiti, ne, kar je moje, nima veze, če živimo v Sloveniji, zdaj bomo pa v slovenske papirje investirali, ker jih poznamo. Ne poznamo jih. Ne. Če se ne ukvarjate aktivno s tem, jih ne poznate. To, kar preberete nekaj v časopisu, še ne pomeni, da res podjetje poznamo. Ne. Zato pravim, da je bistveno rajši razpršiti premoženje v svetovne indekse, v svetovne delnice, to je neka baza, neka osnova, potem pa teoretično prilagajati, če res spremljate finančne novice in informacije, da se tudi mogoče prehaja nišno med nekaterimi skladi, ampak za tiste, ki se s tem aktivno ne ukvarjate, to odsvetujem. Se pravi, razpršenost v globalne naložbe in potem so tudi donosi temu primerni. Ne. Hvala, Sašo. Me veseli, imamo kar nekaj vprašanj, tako da super. In sicer bom jaz kar prebrala tega, ki je prišel na zadnje, pa bomo šli potem navzgor. S pridihom Bidna se napoveduje striktnejša politika do bančnega sektorja. Že tako so finančni sektorji med sektorji z najpočasnejšim recoveryjem. Zanima me, kakšen vpliv bi imelo to tudi na evropski bančni sektor. Dobro, kar se tiče striktnejše politike do bančnega sektorja, evropski bančni sektor je že precej reguliran, ne, v Ameriki vse morda ta regulacija je nekoliko nižja. Jaz mislim, da sama Bidenova politika na bančni sektor ne bo imela tako velikega vpliva, bolj bo imela politika obrestnih mer. Zakaj je zdaj ta odboj bank recimo bil tako močan? Kljub izvolitvi Bidena so praktično banke ravno najbolj delale zdaj v tem zadnjih nekaj tednih. Ne. Zdaj razlog je predvsem v tem, da se pričakuje postopen dvig v naslednjih letih obrestnih mer in da bodo te obrestne marže vse nekoliko se izboljšale. Nekaj dodatnega je bilo tudi zaradi novic, sploh tam s Kitajske, da regulatorji bojo malo stopili na prste tem raznim fintechom pa finančnim družbam, ki zdaj mešajo štrene bančništvo, ne, in so to vse bili nekje povodi za dobre novice. Še ena dobra novica bo lahko iz bančništva prišla zdaj po koncu korona krize, ker so banke v letošnjem letu oblikovale zelo visoke rezervacije, ne, za primer škodnih dogodkov. Ne. Banke so se iz preteklosti naučile, da je treba, in banke bojo letos prikazale malo profita, zato ker bojo imele zelo veliko rezervacij, če bi morebiti šlo kaj narobe. Ne. In v naslednjem letu, če ne bo šlo toliko narobe in po predvidevanjih ne bo šlo, ni bila taka škoda narejena, ne, oziroma te bančne slabi krediti ali pa kakorkoli ne bojo tako slabi, pomeni, da se bojo sproščale rezervacije in bojo banke videle ekstra profite v naslednjem letu. Ne. In tudi to bo en moment, ki bo lahko kratkoročno vplival na nek pozitiven izid. Sama Bidenova politika pa mislim, da tlele ne bo imela nekih pretirano negativnih vplivov. Ali je za dolgoročnega varčevalca najbolje, da vlaga mesečno enake zneske in dodatno vlaga, ko je korekcija cca 15%? Ja, to se že pojasnilo. Odlično, mislim, the best, Niko, bravo, točno to. Ne. Pomembna je v bistvu samo disciplina. Ne. Pa ni treba, da so tle mesečno čist striktno enaki zneski. Ne. Kolikor vam mesečno ostane, kakršnakoli je vaša sposobnost varčevanja, dajte to mesečno na stran. Neki bufferja, se pravi rezerve, si pa pustiti, ko so pa razprodaje, pa definitivno super taktika. Ampak čeprav jaz bi dodal še mogoče en začetni vložek, no, če je ta možnost. Ne. Hvala.
Imamo še eno vprašanje, in sicer na spletni strani v mojem profilu pogrešam sumarni znesek vplačil in obračunanih stroškov. Sicer sama s preračuni pridem do zneskov, me pa vseeno zanima, je možno pridobiti tak pregled. Bomo posredovali sodelavcem, pa bomo videli, kaj malo upgradamo tudi moj račun in bomo pa veseli tudi vseh vaših predlogov, želja, da te naše aplikacije naredimo čim bolj vam prijazne. Hvala. Mislim, da sicer smo že kar nekaj čez čas, no, jaz bom za konec samo še postavila Sašu eno vprašanje. Hvala vsem, ki že toliko časa vztrajate z nami, me veseli. In sicer, Sašo, katere so prednosti Triglav skladi v primerjavi s konkurenco? To je bilo tudi eno izmed vprašanj, ki smo ga dobili v sklopu prijavnega obrazca. Ja, vedno bom rekel, kogarkoli boste vprašali, bo probal sebe hvaliti, ampak jaz, če čisto probam res objektivno gledati, kje vidim naše prednosti. Eno v slovenskem prostoru, sploh če zdaj govorimo, ena izmed prednosti je obseg. Mi smo pač največji upravljalec, te se malo dajemo, enkrat je to malo NLB, enkrat smo mi. Ampak zakaj je ta obseg pomemben? Pomemben je zato, ker generira dovolj prihodkov, ki jih lahko investiramo potem tako v razvoj kadrov, kot v nabavo opreme in ostalih nujnih potrebnih, bom rekel, dobrin, ki jih rabimo pri upravljanju sredstev. Mi smo se tudi v lanskem letu potem združili oziroma prevzeli smo družbo Alta skladi in od te družbe praktično je zelo, zelo veliko ljudi ostalo pri nas zdaj v Triglav skladih in smo dobili nekaj tudi dodatna znanja, neke dodatne veščine in zdaj ta ekipa, bom rekel, tako upravljalska kot analitska, kot potem seveda tudi prodajna in tako naprej je zdaj precej velika. In glede na to, da je ta ekipa velika, zdaj se pravi, tlele govorimo trenutno o 9 konkretno upravljalcih, potem pa še znotraj analitske ekipe govorimo še o 4 ljudeh, pa potem še, če priključimo še ostale, ki se ukvarjajo neposredno s front officeom, govorimo praktično o 15 ljudeh, ki se ukvarjajo na nek način z naložbami in za kontrolo tudi tveganj pri naložbah. In to je eden izmed vzrokov, da si lahko tudi razdelimo delo in da vsak izmed nas pokriva tudi neke nišne stvari, neka nišna področja in da si pri tem pomagamo pri samem naložbenem procesu. Poleg tega ni noben problem se udeležiti kakšnih strokovnih delavnic, seminarjev, ki kar nekaj stanejo in to na koncu rabiš tudi nek obseg poslovanja za te stvari. In tako da mislim, da smo dobra ekipa, da delamo dobro, da smo tudi nek sistem samega upravljanja sredstev zdaj zelo dobro zastavili, tako da z tega vidika mislim, da imamo tukaj nekaj prednosti proti ostalim v slovenskem prostoru. Hvala, Sašo. Jaz bi sicer na tem mestu počasi zaključila, da ne bomo predolgi, bomo nadaljevali s tovrstnimi posveti. Bi vaju pa samo prosila za konec, če vsak samo na kratko poda še nek nasvet ali pa neko svojo dobro izkušnjo, ki bo morebiti pomagala tudi vsem, ki so danes z nami. Ok, jaz bom vesel, če ste si eno stvar zapomnili in to je ta, da na kratek rok iz danes na jutri delniški trgi so nihajni, so volatilni, na dolgi rok pa ne. Na dolgi rok so pa zelo predvidljivi, zelo donosni. In če lahko dam en nasvet, začnite zdaj, premaknite tisti mrtvi denar, ki je na bančnem depozitu, ki vsak dan izgublja vrednost v nekaj bolj donosnega. Ne vsak dan gledati, kaj se dogaja na trgih, ker je popolnoma nepotrebno. Letošnje leto je najboljši primer tega, če je nekdo januarja zaspal, pa se je zdaj zbudil, pa je imel recimo vmes naložbo v Triglav Top Brands, je 25% v plusu. Na dolgi rok so te številke še toliko lepše, dajte jih izkoristiti, škoda, da jih ne bi.
Ok, zdaj, če še jaz izkušnjo povem, recimo eno je moja hčera me enkrat zadnjič me spraševala, če bi ona dala 100 evrov nekam, ne, pa v sklade, pa koliko bi ona pol imela, ne, tako, pač na hitro je hotela nekaj zaslužiti, seveda sem rekel, ja, glej, čez 10 let boš pa imela 200, ne. O ja, 10 let ali kaj, pa 200, to je pa brez veze, ne. Ampak hočem reči, ta mentaliteta teh mladih ali pa hitrih zaslužkarjev in ravno ta mentaliteta tudi zelo veliko vprašanj včasih sproža za bitcoine, za kriptovalute. Vsi vidimo zdaj graf, pa je naredil bitcoin lahko krat 5 letos, pa rečemo wow, ne, krat 5, to pa če bi dal jurja, pa bi imel že 5 jurjev, ne. To so vse super sanje in super želje, ne, ampak če niste pri stvari, zraven, zelo verjetno niste kupili takrat, ko je bil bitcoin 3-4 tisoč, zdaj v zadnjem obdobju, pa tudi, če boste zdaj vložili, je zelo majhna verjetnost, da boste imeli 100 tisoč v naslednje pol leta, ne. Hočem reči, hitre naložbe se tudi hitro lahko opečeš, zato jaz osebno mislim, da če se že greste hitre naložbe, res dajte majhen del tega zneska namenjati, pa samo malo za gušt, kakor se temu reče, ne. Resne investicije se pa tudi s 100 evri na mesec, recimo, ne, za neke mlade, ki začnejo svojo življenjsko pot, ki so stari 20, 25, prva služba in tako naprej, mogoče še nizka plača. Tudi s 100 evri na mesec lahko vi v 15 letih pridete z nekimi normalnimi donosi na borznih trgih, kot smo bili recimo, ali pa s pričakovanimi donosi recimo na nekih trgih ali pa na skladih, ne, kot jih pričakujemo. Vi lahko pridelate hitro v 15 letih 30-40 tisoč evrov, ne. Pa tudi, če se komu to zdi malo, jaz govorim o 100 evrov vložka, ne, pa govorim o tem, kaj se lahko zgodi, se pravi 100 evrov, 15 let, recimo 30 tisoč evrov nekako se na koncu naredi in je to lahko zelo dobro izhodišče za nek štartni vložek v stanovanje, da se lahko potem sploh še kredit dobite, da si res kupite tudi stanovanje po 15 letih, ne. Pa govorimo samo o 100 evrih na mesec, tako da tudi majhni zneski so pomembni in štejejo, ne, in ravno skladi še to prednost omogočajo, da ne glede na višino zneska, tudi če je ta majhen, ni nekih fiksnih provizij visokih, ki bi vam tlele onemogočale to vrstno varčevanje, ne. Tako da ja, izkušnja, potrpežljivost je božja mast, bom rekel, na ta način, no. Tomaž in Sašo, iskrena hvala za predstavitev, iskrena hvala za pogovor. Jaz bi se še enkrat vsem udeležencem lepo zahvalila, da ste se nam pridružili danes na digitalnem posvetu s finančnima strokovnjakoma s Triglav skladi. Najkasneje jutri dopoldne vam bomo poslali tudi zahvalni e-mail, tudi z nekaj kontaktnimi številkami, tako da boste lahko tudi poslali še kako dodatno vprašanje. V naslednjem tednu pa vam pošljemo tudi video posnetek posveta, da si ga boste lahko še enkrat ogledali oziroma da ga boste lahko delili naprej. Hvala vsem še eno, mogoče ja. Sara, če smem samo zadnje, zelo veliko enih vprašanj je bilo, koliko bi pa imel, če bi toliko vložil, pa če bi toliko vložil. Na naši spletni strani najdete tudi vlagateljski kalkulator, ja. Kjer si lahko neke predpostavke sami date, ne. Zdaj, če bi zdaj toliko vložil naenkrat, pa toliko na mesec, koliko bi pol imel po 10 letih, po 15 in tako naprej, če bi bil donos, recimo, lahko si probate za delniške sklade dati nekje med 5 in 10% donosom, zdaj pač odvisno je od razmer seveda pa vsega, ali pa za kakšne bolj konzervativne 3-4% donosa, ne. In potem sami vidite, koliko teh sredstev se vam lahko nabere v posameznih letih. No, tudi to bi samo toliko napotil, da si morda lahko tudi lažje predstavljajo, kaj to pomeni neko dolgoročno varčevanje, ne. Super, predlagam, da tudi kar v bistvu povezavo do tega kalkulatorja vključimo zahvalni e-mail. Zahvalni e-mail, tako se strinjam. Ja. Super, hvala še enkrat vsem, lep večer. Ja, hvala za priložnost. Srečno, nasvidenje.